akcije očitate NSI in SDS. Pa to drži? Je edino, kar trenutno dobro deluje, res le pobiranje novega obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo? Miha Drozg in rubrika 24 ur dejstva. Od 1. julija vsi aktivni prebivalci in upokojenci plačujemo nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Delavci in delodajalci odstotek bruto plače, samozaposleni in kmetje 2%, upokojenci odstotek neto pokojnine. Od povprečne plače to znese vsaj 25 evrov, če ne štejemo še dodatkov. Na posebnem računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje se je tako do konca avgusta nabralo že dobrih 55 milijonov evrov. Do konca leta naj bi se nekaj manj kot 258 milijonov, prihodnje leto 650 milijonov evrov. A doslej ni zavod izplačal še niti evra, ker informacijski sistem ne deluje. Centri za socialno delo namreč ne morejo izdajati odločb za oskrbo na domu. To odlašanje pa le še povečuje stisko ljudi. Dober dan. Dober dan, Andreja. Kako smo? A bo v redu? Prišla k Andreju. Sem prišla, evo. 78-letnega Andreja Bizanta, ki je pred 6 leti zbolel za Parkinsonovo boleznjo, oskrbovalka javnega zavoda Sotočje Medvode obišče 3-krat na teden. Kako se pa danes počutite? Še kar? Če je treba, se naredi nega na postelji, komplet nega, umivanje glave, celega telesa, striženje nohtov, praznjenje katetra, mazanje, preoblačenje, pogovor tudi paše zraven, da se motivira oskrbovance. Brez pomoči na domu, pripoveduje njegova soproga, preprosto ne bi zmogla. Ja, velikokrat težko. Ja, ampak tako rečemo, veliko ljubezni, razumevanja pa gre. Ja. Midva sva že dolgo skupaj in sva rekla v dobrem in slabem in tako da ji pelava. Bova videla, koliko časa bova še zdržala. Ker bi rada čim dlje ostala skupaj, sta že oddala tudi vlogo za dolgotrajno oskrbo na domu. Vloga je bila popolna, tako da čakamo na odgovor oziroma na komisijo, da pride ocent možovo stanje in da bomo pa videli, v katero kategorijo ga bojo dali, da pa vidimo naprej, a bo to lahko doma, a ne bo mogel. Sam tok še, a ne? In jaz čakam zelo težko, kdaj bo to, da to se res vleče predolgo. Kako pomembna je dolgotrajna oskrba tudi oziroma predvsem za bolnike z demenco, pripoveduje Štefanija Lukić-Zlobec, predsednica Združenja za pomoč pri demenci Spominčica. Ker je bolnikov z demenco v Sloveniji po ocenah več kot 50 tisoč ali še več in pri demenci je večina bolnikov doma v oskrbi družine, več kot 90% jih je doma, samo en del v hujši fazi oziroma bolj razviti so v instituciji in do zdaj praktično te družine niso imele nobene podpore in pomoči, ker bolniki z demenco so zelo hitro odvisni od pomoči družine. Toda kdaj in predvsem o kolikšni meri bodo vsi tisti, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, to tudi dejansko dobili, je odvisno od kadra. Za primerjavo, pomoč na domu je konec leta 2023 prejemalo 9000 ljudi, zanje je skrbelo dobrih 1100 oskrbovalk, velika večina je bila žensk. Ena je v povprečju skrbela za 8 različnih uporabnikov na mesec, a skoraj 2000 ljudi je tudi zato, ker izvajalci niso zmogli zadostne in dovolj kakovostne oskrbe, na pomoč čakalo. Kako bo torej, če bodo prevzeli še dolgotrajno oskrbo na domu? Za določene storitve, te pri osnovnih opravilih, podpornih, pa zdravstveni negi, si bomo pač pomagali s kadrom iz pomoči na domu, a ne jih bomo prestavljali iz ene storitve v drugo. Ne vem pa, kako bomo točno zagotavljali kader za storitve pri ohranjanju samostojnosti. Mi pač v tem trenutku ne moramo zaposliti na primer enega fizioterapeuta, ker pač ne vemo, kaj bo delal, koliko bo delal.
Do konca avgusta so centri za socialno delo prejeli dobrih 7.000 vlog, od tega skoraj 3.500 za oskrbovalca družinskega člana, nekaj manj za dolgotrajno oskrbo na domu in dobrih 600 za e-oskrbo. A za zdaj izdajajo le odločbe za oskrbovalce družinskega člana. Za te pravice imajo namreč vzpostavljen informacijski sistem, za vse ostale pravice pa ne, ker informacijskega sistema, pa čeprav vloge CSD sprejemajo že od začetka junija, še kar ni. Zdaj naj bi to, kot kaže, počeli ročno. Služba za dolgotrajno oskrbo CSD Ljubljana gre za center, ki pokriva 17 občin, skupaj več kot 450 tisoč prebivalci. Vprašanj in dilem ljudi, pripoveduje Petra Boh, vodja službe za dolgotrajno oskrbo, je ogromno. Tam nekje na teden se na nas obrne osebno okrog 50 ljudi na sobišče. Zdaj ali prenesejo že vloge, ali pridejo samo do nas pa nas vprašajo, kaj se mi pa splača, kaj bi pa jaz v bistvu, kaj pa ne jaz imam. Ker se tiče dolgotrajne oskrbe na domu, za zdaj ne prav veliko odločb, namreč še kar ne morejo izdajati. Minister pa obljublja. Informacijski sistem se vzpostavlja, je trenutno v fazi testiranja skupaj s centri za socialno delo in bo v kratkem deloval. Kaj to pomeni v kratkem? Je to teden, dva, mesec? Ja, govorimo o tem, govorimo o maksimalno tednu, dveh. Druga težava, kader, zlasti ocenjevalcev, ki morajo na terenu ovrednotiti, do kakšne pomoči je kdo upravičen, je, zagotavljajo na skupnosti centrov za socialno delo Slovenije bistveno premalo. Na razpise se kandidati ne prijavljajo. Centri za socialno delo ponavljajo razpise, tako da so nezasedena delovna mesta. Ljudje pa čakajo, ne smemo pozabiti naših uporabnikov. Da sem tu jasen, centri za socialno delo imajo ta trenutek 108 dodatnih zaposlitev za področje dolgotrajne oskrbe. To je 108 oseb, ki jih prej na centrih za socialno delo ni in so ta trenutek zaposleni samo za področje dolgotrajne oskrbe. Pa je to dovolj? 1. decembra začne namreč veljati še dolgotrajna oskrba v institucijah, domovih za starejše. Torej, zato bodo na centre za socialno delo že v kratkem začeli pošiljati soglasja za prevedbe v sistem dolgotrajne oskrbe. Pričakujejo jih več kot 20.000 in to, opozarjajo na skupnosti socialnih zavodov Slovenije, utegne biti težava. Za obstoječe stanovalce nas skrbi, da ne bodo pravočasno preverjeni sistem dolgotrajne oskrbe, namreč v tem trenutku bi morali centri za socialno delo, kjer vemo, da imajo kadrovske težave, izdati približno 20.000 odločb in to v pravem roku, ker potem morajo še domovi 20.000 dogovorov podpisati stanovalci. In naša bojazen je, da če to ne bo storjeno do ustreznem roku, da s 1.12. v bistvu stanovalci ne bodo mogli uveljaviti to pravico do dolgotrajne oskrbe. Posledično bo to tudi pomeni, da bodo ne po lastni krivdi plačevali bistveno več, kot plačujejo danes. Ministra za solidarno prihodnost poslanci opozicije zaradi, kot pravijo, katastrofalnih razmer zdaj torej kličejo k odgovornosti. A Simon Maljevac to razume kot napad. Napad na dostojno, dostopno in javno dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko, to so področja, ki jih je ta vlada postavila v ospredje in se dejansko prvič po 30 letih vzpostavljajo. Revolucijo in stvari, ki jih delamo v zadnjih letih, se jih ni delalo. Zadnjih 30 let razumemo pa predvsem o tem, da se bomo še več pogovarjali o dolgotrajni oskrbi in upam, da bo marsikdo razumel in videl, kaj dolgotrajna oskrba je in tudi kako lahko pride do nje tisti, ki jo potrebuje. Podrobnejša analiza tudi o tem, kdo bo dolgotrajno oskrbo sploh izvajal, pa na 24ur.com.